Takole, vsakim novo odkritim bolnikom s HIV-om se najprej temeljito pogovorimo, glede okoliščin, katerih se je okužil, koliko časa okužba traja in tako naprej. Potem mu predlagamo, kakšen naj bi bil nadaljnji potek zdravljenja, seznamo ga z načini prenosa okužb. Potem se pa glede na laboratorijske izvide odločamo glede uvedbe zdravljenja, ker ni nujno pri vsaki novo odkriti okužbi tudi takoj pričeti zdraviti, ampak se lahko zadeve čakajo. Na kak način pa poteka zdravljenje? Zdravljenje poteka z zdravili oziroma s kombinacijo zdravil, s katerim se virus nekako zavira razmnoževanje virusa, torej bolezni ne moramo ozdraviti, lahko pa upočasnimo napredovanje te bolezni. Tako da se pravzaprav v končni fazi življenjska doba najbrž niti bistveno ne skrajša v primerjavi z nekom, ki ni okužen, ampak pravim najbrž ne. No, skratka, potem bolnike pa spremljamo redno, enkrat na 3 mesece pridejo k nam na kontrolo, jih pogledamo, se pogovorimo z njimi, opravimo telesni pregled, laboratorijske preiskave in se potem po potrebi odločamo za eventualno menjavo terapije, ki jo prejemajo. Večinoma pa v zadnjem času, v zadnjih letih, glede na to, da so ta zdravila dosti učinkovita, to niti ni potrebno, skratka, menjavanje. Kadar pa je, pa zamenjamo. Na voljo je zdaj kar nekaj novejših zdravil, tako da je zdravljenje HIV-a danes precej drugačno, kot je bilo recimo pred 10 leti, ko je bilo vse skupaj bolj žalostno. Kaj pa, če se bolnik odloči, da bi poizkusil kako novo zdravilo, ki sicer še ni v uporabi, je bolj, da rečemo, eksperimentalno? A je tudi ta možnost? Občasno se te možnosti pojavijo, trenutno pa nič takega ne poteka pri nas. Tekalo v preteklosti.